Dober dan, začel se je adventni čas, čas priprave na božične praznike. Ker so tako blizu, sem jaz danes izbrala nekaj sladkega, da si boste lahko pripravili za božične praznike. In sicer nekaj sladkega peciva in sicer bomo takoj začeli. Prvo bom pripravila vaniljeve rogljičke in sicer rabimo moko, ki jo bom presejala. Dodala bom takoj pecilni prašek. Skupaj bom dala še sladkor v prahu. Zakaj presejem pecilni prašek skupaj in pa sladkor z moko? Zato, da se sestavine enakomerno porazdelijo. Pecilni prašek je pa v grudicah ponavadi, ker je hidroskopičen, zato, da ga resnično porazdelimo po vseh sestavinah. Naredim jamico. Vbijem jajce. Dodam maslo, ki je bilo na sobni temperaturi, in mlete mandeljne. Pa še na koncu vaniljev sladkor. Sedaj bom na hitro zamesila testo. V primeru, če imamo maslo takoj iz hladilnika, ga lahko naribamo na ribežen, tako na debelo, kot ribamo repo. Takrat se nam maslo čim prej segreje in ga lažje tudi vmešamo. Nadaljujemo čim bolj s prsti. Takole pripravljeno testo postavimo za vsaj pol ure v hladilnik. Damo ga v vrečko ali v posodo. Iz testa za vaniljeve rogljičke, ki je počivalo pol ure v hladilniku, bom sedaj oblikovala rogljičke. In sicer testo malce povaljam, ga odrežem en svaljek. Stanjšam. Rogljičke bomo zdaj pekli na 180 stopinjah, približno 10 minut, mogoče 12.
odvisno od pečice. Rogljički vaniljevi so pečeni, sedaj so še vroči in jih bomo povaljali v mešanici kristalnega sladkorja in mletega sladkorja. Zakaj še kristalnega sladkorja? Zato, da malenkost ostanejo bolj hrapavi. Evo. Takole. Drugo pecivo bodo orehi, nadevani z belo čokolado. In sicer rabimo moko, presejem, uporabljam gladko moko. Sladkor v prahu, tudi presejem. Orehe, vanilij sladkor. Pri orehih pazimo, da niso žarki, in pa maslo sobne temperature. Sestavine malce pomešamo. In pa maslo sobne temperature. In sestavine vgnetemo v testo. Tako, testo za orehe je pripravljeno. Zopet ga postavimo za približno pol ure v hladilnik. Testo za orehe je počivalo in sedaj bom oblikovala orehe. Vzamem košček testa, oblikujem svaljek, še drugega. In narežem na male komade. Potrebujem modelčke. Testo vstavim v modelčke. In testo s prstom pritiskam na modelček. Tako, modelčki so napolnjeni, zdaj bomo dali to peči na nekje 175 do 180 stopinj, nekje 8 do 10 minut. Tukaj imam pečene lupinice za orehe in seveda zdaj rabim še nadev. Nadevala jih bom z nadevom, ki ga bom pripravila iz masla, to se reče, da bom umešala maslo, dodala bom sladkor v prahu in pa stopljeno belo čokolado. Vse skupaj bom mešala, sedaj prvo maslo, potem dodam sladkor in čokolado. Se tole ni treba snimati.
Nadev za orehe imam pripravljen, to se reče maslo, sladkor in pa bela čokolada, ki je bila prej stopljena. Dam v vrečko. Takole, s tem nadevom bomo nadevali orehove lupinice. Takole. In sedaj stisnemo skupaj. Naslednja vrsta krhkega peciva bodo učke. Rabimo moko, potem sladkor v prahu, dodamo pecilni prašek in vse skupaj presejemo. Dodamo vaniljev sladkor, v sredino naredimo jamico, damo jajce, in pa maslo. Zagnetemo v testo zelo na hitro. Krhko testo vgnetemo izredno hitro. Uporabljamo prste in čim prej vsebine povežemo. Če predolgo gnetemo krhko testo, postane testo milnato in so njihovi izdelki slabše kvalitete. Postavimo testo v vrečko ali v posodo in ga damo v hladilnik. Zdaj bomo pa delali učke. Testo je počivalo, malce ga bomo pregnetli zaradi lažjega valjanja. Jaz vedno desko, kdaj gnetem oziroma za take zadeve pomokanje uporabljam ostro moko. Veliko lepše se dela, ker je bolj groba. Tako. In zvaljamo približno 3 mm debelo. Sedaj pa izrežemo različne oblike.
Tako, oblikovali smo, pečemo na 175 stopinjah, tudi nekje 8 do 10 minut. Naši piškoti so pečeni. Sedaj jih obrnemo, polne, na robe. In nabrizgamo malce marmelade. Marmelado lahko uporabljate marelično, ribezovo, šipkovo, jaz imam danes šipkovo. In nabrizgamo en malo marmelade. In sedaj kompletiramo piškotke. Stisnemo skupaj. Pripravila bom poljubčke ali huzarske krape, za katere rabim moko, sladkor v prahu, malo cimeta, in to skupaj presejemo. Dodamo mlete orehe. Pri orehih pazimo, da niso žarki. Zato je v trgovini zelo dobro poskusiti kakšen oreh, če se da, ali pa da uporabimo domače, na katere se najbolj zanesemo. Dodala bom surovo maslo, vaniljin sladkor, in pa rumenjak. Iz teh sestavin zamesimo krhko testo. Testo je pripravljeno in ga bomo zdaj zavili v vrečko in postavili v hladilnik. Testo za huzarske krape oziroma poljubčke zopet malenko stisnemo, naredimo svaljke. Svaljki naj bodo enako debeli, da bomo dobili potem tudi enake velikosti piškote. Oblikujemo z rokami kroglice. Kroglice razvrstimo na pekač. Kroglice položimo na pekač in s kuhalnico potisnemo luknjico v vsakega, kar globoko.
Pečemo pri 175 stopinjah približno 10-12 minut. Malo pred koncem pečenja vzamemo krapke iz pečice in jih nadevamo z marmelado. Nato jih ponovno še pečemo približno 3 minute. Tako, huzarski so pečeni in zdaj jih samo še damo na krožnik. Takole, naši huzarski so pripravljeni. Ko se še malce ohladijo, jih bomo samo rahlo posladkali s sladkorjem v prahu. Za božični večer pa ne smejo manjkati medenjaki. Zdajle bom pripravila medenjake in sicer tako, da bom prvo vmešala maslo s sladkorjem v prahu. Sladkor zopet presejem. Vmešavala bom tako dolgo, da bo maslo malenkost spremenilo barvo. Sedaj dodamo jajce. In pa med. In vse skupaj bomo še zdaj stepli. Tako, dobili smo kremo. Sedaj bomo pa presejali moko, pecilni prašek, dodamo malce sode bikarbone, sodo bikarbono dodajamo zato, da medenjaki manj razpokajo, ker se enostavno počasneje dvigujejo, in pa seveda malce klinčkov, pa obvezno cimet. Pri teh začimbah ni potrebno varčevati in pa seveda jaz vedno en delček moke zamenjam z vaniljevim pudingom. Če tehta 4 dekagrame puding, potem dam 4 dekagrame moke manj. Če pa nimate pudinga, pa lahko to zamenjate z moko. To vse skupaj presejem. In sedaj k tej mešanici, to mešanico in moko združim. In zamesim v testo. Evo, testo je pripravljeno, fino, in ga dam zopet v vrečko. In gre počivati
Testo lahko počiva pol ure ali več, lahko pa tudi ga damo čez noč v hladilnik, s tem, da ga moramo pred oblikovanjem potem premesiti. Medenjaki, testo za medenjake je počivalo in sedaj bom oblikovala medenjake. Zopet 2 večja svaljka. In oblikujem kroglice. Tako, medenjaki so oblikovani, pečemo od 165 do 170, največ 175 stopinj, ker testo vsebuje med in sladkor in seveda med je občutljiv na vročino, zato tudi pečemo na malce nižji temperaturi. Za medenjake bom pripravila beli led, in sicer en beljak dam v posodo in ga pričnem stepati. Tako, zdaj dodam 20 dekagramov sladkorja v prahu in seveda pol decilitra limoninega soka. Beli led je končan, gosta masa, ki bo prekrila naše medenjake, da bodo izgledali lepi beli. V glavnem, medenjaki so tudi pečeni in sedaj vzamem medenjak, ga pomočim v kremo, malce počakam, utrnem in postavim na sušenje. Beli led se suši približno 8 do 12 ur. Medenjake lahko spečete prejšnji dan, drugi dan jih oblijete, tretji dan jih pa imate gotove. Lahko pa naredite tudi drugače, da vse naredite v enem dnevu in imate potem obilo užitkov ob uživanju. Takole. Lahko jih polagamo tudi na mrežico ali peki papir, v glavnem ne preveč skupaj. Ker pa je božič, jih še pa lahko malce potresemo s kakšnimi dekorativnimi elementi, da so izgledati bolj praznično. Tako, meni je uspela božična peka, želim, da tudi vam uspe, želim vam lepe božične praznike, lepo v miru in blagostanju.